Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj sem se umila. Ja, je bilo kar težko spati v avtu, ker pač logično mrzlo je, pa neudoben. Sem spala, parkrat sem se zbudila. Vem, da sem spala zato, ker sem sanjala. In potem pač veš, da spiš. Zdaj greva spet gor. Zdaj Maša, že slišam duhovnika. In pa bova videla, kako pa kaj naprej. Zdaj spet hodila po teh stopnicah. Je kar naporen. Tako rabaš malo kondicije, ampak se gre, se počas se pride. Je pa res precej ljudi. Tako da ne predstavljam si, kako je še lepo let. Ne bomo zanesel. Andiamo. Ojoj. I feel like a human again. Malo šminkice, malo pudra otroškega v lase in to je to. Se že malo boljš počutim in lep zgledam. Skratka, ja, tale samostan Ostroge svetovn priporočam. Itak vsi z vseh vatrov prihajajo, tudi vseh ver prihajajo, ne rabiš biti pravoslavne vere ali pa karkoli. Ogromen folk, veliko folka je. Po polet verjamem, da še več, ampak je pa le topleja, ne. Čeprav zdaj se je sonček naredil, tako da je kar fajn. In to greva zdaj dol, tako smo včeraj na kavi, svetu je sam malček nižji pod samostanom, ni še čisto spodi. Greva na kavo, pa na zajtrk, ker sta pač res lačna. In pa greva naprej Podgorico in Budvo, to je to. Letole kavo. To je včeraj ta kolega pil, reče se ji Topu Nes. Pač ne vem, po moje sem tako počino prahu, pa dajo nek ala čokoladen sirup, pa mlek. Tako svetovno, tega pač pri nas ni, a ne? Ja, pač, kapučinček, ampak se kul. Evo, zajtrk za prvake. Jačka, slaninčka, ovjasti sir pa to. Tole so pa kad miške, no, recimo Slovenci temu rečemo pohane miške, pa sirček. Pojedla sva res svetoven zajtrk v tem hotelu Sokoline. No, tam je pa poln samostan, tako tam nekaj. Ko je z avtom, je to res 5 minut, no, tako takoj. Res ful je tišina, narava, mir. Imajo nekih nekropol, sem tako videla na zemljevidu, ampak nisem šla pa gledat. Ok, da že čisto preveč nakladam. Stala sem se še v Podgorici, no pač sva se vozila pa to in zdaj se odkrila torej cerkev. Mislim, moj mož je že bil tle. Pol je huda. In pokazala, kako izgleda spredi. Ja, naletela sva še na poroko. Zdaj še malo okoli cerkve. Pol je lepa not, sam meni dovoljeno snimati oziroma fotografirati, čeprav včasih je bilo, no. Sicer je pa rotor poroka, tako da valjda ne moš. Čeprav bi lahko, ampak ok. Nisem jih hotela tvegati. To je okol. Vroče pa toliko, da je noro. Luna Park. Dobrodošli v Budvo. Zdaj se spuščava. Tako izgleda ogromno. Ful je nekih stavb. Čeprav po moje tak večina hotelov pa imajo. Naredila sem rezervacijo preko Bookinga in dobila potrdilo. In potem se slišimo s tem lastnikom, gospodom se nima veze, in mi pravi, da pač te rezervacije ni. V glavnem pač totalen stres, živčna vojna, v redu. Sprejmeva kakorkoli, ne bom govorila javno, kater hotel je, ker je pa moje balkone. Kaj stoji v resnici za tem, no?
Je pa res ogromno Rusov tle, tako da ja, mislim, da sem s tem vse povedala, pač mani, ne. Tako da ja, zdaj greva naprej iskat apartman, pač karkoli za prespat, no, ker Budva je pa res ful je lepa, tako ne, zdaj bi bilo kar škoda oditi, a ne ven zaradi take slabe izkušnje, ampak lej, to je life, res. Moraš se znajdeti, pa kako se dejansko pa tistim nosiš, a ne, pa kako reagiraš. Valjda si živčen, ampak ko stvar rešiš, ker stvar se mora rešiti, ker vse se reši v lifeu, rasteš kot oseba, a ne, greš iz nedobja in rasteš kot oseba. In to je to, kar jaz dejansko skozi govorim. In pol seveda vesolje ti to servira kot na dlani. Poročam, kaj bo naprej. Muce posod spremljajo, kamor go grem, zato ker jih obožujem in pa se zmer kar prekažejo. Evo, po 2 urah sva končno našla en apartma. Dejansko sem tako nasproti tega hotela, pa po bistvu na bolj ugodni ceni. Tako da ja, no res. Tako sem utrujena. Nič ni božga, dobrega tuša, da se že ful bolj počutim. Zdaj sva nazaj v mestu, pa greva nekaj pojest. Jutri pa nove avanture, a ne? Kaj se bo kaj jutri zgodilo? Fingers crossed, da bo vse cool. Dobro jutro, preživela sva noč v tem apartmaju, dejansko sva dobro spala, zdaj ura pol 8 zjutraj, zdaj greva še v Budvo, v mesto, kakšno kavico spit pa kaj, pa naprej bova videla kako pa kaj, kam naj še pot zanese. Če sem razresu, upam, da se nam prehladila, tako da... Pozabila sem še pokazati tale najen apartma, takole prideš, TV še iz prejšnjega stoletja, I guess. Pa če najne stvari. Tole pohištvo tudi ne vem iz katerega stoletja. Kuhinca, taka mehna, hladilnik. In potem valjda najlepši del balkon. Ful lepo pa, dokaj lep razgled, evo tam je morje. Tako da ja, pa že kopalnice pokažem. No, kopalnice pa tle. Umivalnik, omara iz prejšnjega stoletja. Pač mislim se kolej. Kada, topla voda je, še razgled imaš. Tukaj so v bistvu, ne vem, tudi direkt apartmaji, hoteli. Tako da, lej, to je to. To je dejansko vse, kar tudi radoš, no, realno gledano. Brisače, sveže, to je to. Babalu! O, kako lepo! Ful je lepo tle, von morja, bi kar ostala tle, tako zmeraj mi je najhuj domov nazaj, v rutino, delat. Sem se zdaj zabavila z možem, sem rekla Gibraltar. O, kako je lepo. Mac, mac. Mucha. Mac, mac. Maco. Maco. Doci. Doci. Maco. Maco. Je pa lepo, tišina, mogoče ker je še malo zgodaj, pa pač in tok folka, no, ful je lepš, kakor pa tam Bečiči.
Mi je prav žal, da nisem prišla sem, ker nisem vedela, no, da je pač ni to isto. No, to so pa te jahte. Kaj pa to? Kako je lepo. Lepo. Vrata Picanella očitno vstopava v staro mestno jedro. Kako je lepo. Wow. Evo, odkrila sem arheološki muzej, ampak ker je seveda danes ponedeljek, je zaprt. Kvek, kvek, kvek. Wow, leto. Kako je lepo. Kaj lepo, no. Ok, zdaj sem prišla še na en trg, glej to. Tako kar jokala bi, kako je lepo. Poglej si ta razgled. Pazi! Wow. Evo, to je to. Zdaj bo ta razgled, pa 4,5 evra pa osebi, pa sem z gotovino. Kartice ne sprejemajo. No, zdaj pa po teh stopnicah. Razgled je ubijalski, totalno. Tle je drugač ful telovadbe. Ful stopnic, ampak vse kul. Aha. That's it. Mislim, se je še. Wow. Da sem prišla še na vrh stopnic. Lej, to je razgled. To. Zdaj gremo naprej. Isto tle je bil vrh, zdaj gremo nazaj dol. Lej, koliko je lepo. Lej, to. Tako zgleda na tej ploščadi. Zdaj greva še po tem mostu. In tle mislim, da prideš pa do knjižnice in pa dol po stopnicah. Ole, kako je lepo. Wow. Midva sveta tle prišla noter in pol greš gor in tukaj se pač lepo povezuje. Knjižnica. In pol, tle še nekaj. Knjižnica. Wow. Wow, wow, wow. In potegneš po teh stopnicah in prideš dol. Evo, ful lepo se v bistvu povezuje, tako da se ne moreš zgubiti. Tle pa vhod, to je to. Taram! In pa prideš ven. Turisti. Le rimske terme so očitno tukaj. Hudo. Še malo kaktusa. Trg pesnikov. Zlatarna Celje je tam. Hudo. Wow. Mesto je že ful živahno, ful je že tako folka, turistov, bari, lokali se polnijo. Tako da ta mir, ki sva ga midva imela zjutraj, it's gone, ni ga več. Tako da ja, lej, priporočam, da staneš zgodaj zjutraj, da je pač, ne vem, 7:30, da prideš pač v mesto. Mislim, se to je pač posodko, kjer je turistično, je itak fajn, da si zjutraj, a ne prej. In greš malo okol, ker pol je res že ful folka. In pač je že ful glasno pa tako, tako da ja. Tle je še en park, ful lepo.
Yes, please. Ko je dober. Zdaj greva nazaj v Babalu, tam, ker se zjutraj popila kavo. Ker sva gledala eno oddajo, Balkan Expert, in je tam ta Saša Mišič, voditelj, jedel, pil kavo, no, in zato pač poznava ta lokacija, drugače niti ne bi. In greva zdaj kar tja na zajtrk. Hotela sva iti v en hotel, ampak je tako, no, mesto je že ful živo, ful je že preveč hrupno, pa tako toplo, ful je prav vroče je že. Ne vem, kako je doma, a je tudi tako. Pa tako neki potepuški psi, pa potepuške mačke. No, za mačke jaz nimam nič proti, ne. Ampak psi pa malo tako. V glavnem pošeram, kaj bova jedla za zajtrk. Ledena kava. In zdaj bo dragi umočil svoje prste, a svoje brke, no.